Stojimo pred rojstno hišo Ivana Cankarja, enega največjih slovenskih književnikov. Na prvi pogled skromna hiša na Vrhniki, a prav tukaj se je začela zgodba človeka, ki je s svojim peresom zaznamoval slovensko narodno zavest. Letos obeležujemo 150. obletnico njegovega rojstva, zato se danes ne sprašujemo le, kaj je napisal, ampak kdo je bil kot človek. Bil je človek, tako kot mi vsi, s svojimi željami, svojimi cilji, hrepenenji, potrebami, uspehi, neuspehi. Nekdo, ki se je prebijal skozi življenje, vsakdanjik, eden izmed nas, a vendarle nad nami, ker je bil genij svojega časa in svojega poklica, največji pravzaprav. Rodil se je v revni družini kot 8. izmed 12 otrok. Njegovo otroštvo ni bilo lahko. Občutil je pomanjkanje in trdo življenje, ki jo je kasneje mojstrsko prelil v svoja dela. Prav iz teh izkušenj so nastale zgodbe, ki niso le literatura, ampak iskren odraz družbe in časa, v katerem je živel. Ko govorimo o Cankarjevem življenju, govorimo o vsej njegovi celoti, od trenutka, ko je izgubil hišo z mnogimi selitvami, prebijanje skozi šolanje, neuspehom na Dunaju, pa seveda potem prvi uspeh s knjigami, pa neuspehi v gledališču, pa potem prodor, pa neuspeh na volitvah, pa kljub temu odmevnost v političnem življenju in tako naprej. A Cankar ni bil le pisatelj. Bil je tudi mislec, upornik in človek, ki je verjel v moč besede. Danes se bomo sprehodili skozi njegovo življenje, od skromnih začetkov do literarne veličine, ter poskušali razumeti, zakaj Ivan Cankar ostaja eden najpomembnejših glasov slovenske kulture. Slovenci kot narod se v 1000 letih značajsko nismo kaj dosti spremenili. Tehnologija je šla naprej, mi pa smo še vedno takšni, kot smo vedno bili, in smo takšni, kot smo bili v Cankarjevem času. In Ivan Cankar je pisal o nas, pisal je o slovenski duši in nas je zadel v nulo. Nastavil nam je ogledalo, v katerem se seveda prepoznamo še danes. Cankar ni pisal zato, da bi ugajal. Pisal je zato, da bi povedal resnico. Bil je oster kritik družbe, politike in človeške hinavščine. Njegova dela, kot so Hlapci, Na klancu ali Martin Kačur, so še danes presenetljivo aktualna. Ali je Peter Novljan, ali je Nikolaj Nikič, ali je morda Jure,
Ali je morda ministrant Jokac, da ni novinar Ščuka, pa Martin Kačur sam ali učitelj Jerman? Cankar se pojavlja skozi vse svoje delo. Vse posod je prisoten. Če ni glavna oseba, je ena od stranskih oseb. Njegovo delo je njegovo življenje. In zato ima tako vrednost, ker je samega sebe prelil v svoje delo. In je vendarle na drugem nivoju, kot pa dela, ki so izmišljena. Med vsemi njegovimi deli posebej izstopa Skodelica kave. Na prvi pogled preprosta zgodba o materi in sinu, v resnici pa globoka izpoved o krivdi, obžalovanju in ljubezni, ki jo pogosto prepoznamo šele, ko je prepozno. To ni le literarno delo, ampak čustvena izkušnja, v kateri se lahko najde vsak izmed nas. Tista, ki jo najbolj šokira večino Slovencev, je mogoče ravno Skodelica kave, ampak s to se srečamo zelo zgodaj. Moram pa reči, da velikokrat, ko jo recitiram, solze pridejo v oči, ker v tej zgodbi se očitno še vedno najdemo. Imamo točno lokacijo. Zdaj smo na začetku Stare ceste, tedaj so bili na koncu Stare ceste. To je bilo že 10. bivališče na Vrhniki. To je trenutek, ko Ivan Cankar pride z Dunaja kot faliran študent, neuspešen študent, brez izobrazbe, brez poklica, in za njega praktično ni prihodnosti. In zgodi se tisto jesen najhujše, kar se je lahko zgodilo, umrla je njegova mati. Najpomembnejša oseba njegovega življenja. On ne premore ničesar, doma ni prebite pare, s čem plačati pogreb svetnici. Proda vse svoje pesmi, ki jih je kdajkoli napisal, in s tem denarjem plača materin pogreb in grob. In to je ta trenutek, morda par tednov prej, ko se zgodi pa Skodelica kave. Zgodba pa danes živi tudi na drugačen način. Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije so knjigo opremili s QR-kodami, ki vodijo do videoposnetkov v slovenskem znakovnem jeziku, s čimer so omogočili, da jo lahko doživijo tudi gluhi bralci. Knjigo je mogoče naročiti brezplačno na spletni strani zveze-gns.si v rubriki Založništvo. Ne delajmo si utvar, da ljudje preberejo vse od Cankarja, tako da je potem težko reči, da ga poznaš samo kot pisatelja. Če hočeš razumeti njegovo delo, je treba poznati tudi njegovo življenje. In kot je Ivan sam rekel, moje delo je slutnja zarje, vsaka moja beseda in vse moje življenje. To dvoje je neminljivo prepleteno med seboj. Jaz mislim, da je ponosen na nas. Ker on je sanjal svobodno domovino slovenskega naroda. In on je vedno verjel, da je naš narod del Evrope. In ja, vse to smo dosegli. Kaj vse naj mu še pokažemo? In on je za nas največji in beremo ga in učimo o njemu. Jaz mislim, da kaj dosti kot hvala že ne bi mogel reči.
Cankar tako tudi danes ostaja živ. Ne le skozi besede, ampak skozi zgodbe, ki jih razumemo vsak na svoj način. Kot je zapisal sam: domovina je ena sama, nam vsem dodeljena, in eno življenje, in ena smrt. In prav v tem je njegova moč, da njegove besede niso le zapisane, ampak jih vedno znova tudi živimo.